Dober dan, lepo pozdravljeni v sveži epizodi podcasta Delo in dom, v kateri bomo danes govorili o kristalih v domu, za dekoracijo ali kaj več, če v to verjamete. Z mano v studiu sta moja sogovornika, Mojca Žove iz trgovine Your Soul Time in Tristan Rome, skrbnik geološke zbirke na oddelku geologije Naravoslovno-tehniške fakultete. Lepo pozdravljena. Čivjo. Zdravo. Dobrodošla. Včasih so kristali veljali za mogoče malo nišni hobi. Danes pa je ta tema zelo priljubljena in ljudje jih zelo radi dodajajo v svoje prostore, domove, tudi torbice ali okrog vratu. Zakaj so postali tako popularni? Jaz bi rekla, da se je to zdaj pred kratkim začelo med korono, oziroma med našo epidemijo, ko smo ljudje iskali načine, kako se mogoče malo povezati s seboj, kako se zaščititi, sploh tisti, ki v to verjamemo. Tako da se mi zdi, da takrat je potem spet malo bolj začelo se vse popularizirati. Ampak je pa to definitivno uporaba kristalov, je pa že prisotna v našem človeštvu, rečemo, oziroma civilizacija, že od starodavnih civilizacij. Začelo se vse skupaj tudi recimo Grki so bili taki, Rimljani, Egipčani, Mezopotamci, tam se je vse skupaj začelo. No. Tako da, ampak zdaj pa bi rekla, da mogoče res malo bolj. Je epidemija spodbudila ponovno rečemo, renesanso priljubljenosti. Kaj pa vi z vašega vidika? Ja, kamen je za človeka prisoten že v bistvu od prazgodovine. Kamen je mogoče človeku preživetje, izdelavo orodja, ognja in hkrati zaradi svojih pojavnih oblik kristalov, mineralov postajajo tudi zanimivi, interesantni iz različnih vidikov, se pravi. Od tega, da so lepi, da so okrasni in tudi pač uporabni, ker so nosilci elementov, iz katerih lahko potem izdelujemo naš svet okrog nas, domove. No, pa ko govorimo o kristalih, to besedo uporabljamo laiki zelo široko. Kaj kristal sploh je z geološkega vidika? Tako, kristal, to je geometrijsko telo, ki ga naredi mineral ob ustreznih pogojih. Mineral pa je naravna trdna snov, ki nastane z naravnim procesi izločanja. Lahko iz magme, lahko iz kristaljenja iz nasičenih raztopin ali pa tekom metamorfoze. Minerali imajo nekako določeno kemijsko sestavo, ki ni nujno vedno stalna, imajo pa notranjo urejeno strukturo, ki se potem tudi odraža v obliki njihovih kristalov. Vsak kristal je za posamezen mineral tudi značilen. Se pravi, mineral, ne vem, tipo kremen, raste v takšni formi. V takih 6-strannih prizmah, ki so na vrhu zašiljene. Pirit raste v kockah. Diamant recimo v obliki osmerca v oktaedri. Torej mineral je nadpomenka, kristal je pa njegova geometrijska oblika. Ok, se pravi vsak lep kamen torej ni nujno kristal. Pa vseeno moramo mogoče malo to podrezati, katere lastnosti kristalov so pa sploh znanstveno dokazljivo pozitivne za človeka oziroma njihova prisotnost v našem okolju. A je to kaj oprijemljivega ali je to vse, če verjameš? Ja, tukaj iz moje strani lahko govorim o fizikalnih lastnostih mineralov. Prva taka lastnost, ki jo opazujemo pri mineralu, je oblika njegovega kristala. Torej, oblika kristala je značilna za posamezen mineral in odraža njegovo notranjo urejenost. Potem druga stvar, ki nas največkrat privlači pri mineralih, je njegova barva. Torej, lahko se pojavlja v različnih barvnih variacijah, tudi posamezen mineral lahko spreminja barvo glede na interakcijo s svetlobo. Potem imamo recimo trdota. Trdota je njegova uporabna lastnost, po teh tudi delimo potem, kako težko jih je brusiti in kako jih lahko uporabljamo. Najbolj trd je? Diamant. Ja, najmehkejši lojevec, ga imamo tukaj danes tudi sabo. Potem pa lojevec ste prej rekli, da se uporablja za nekaj zelo zanimivega. Ja, lojevec, se pravi, to je tak filosilikat, deluje manj masno, tukaj tudi njegovo ime, poloj v živalski maščobi. Uprašen pa se uporablja za izdelavo pudrov. Talk je njegovo komercialno ime, oziroma uradno strokovno. Mehik je pa tako, da ga lahko z nohtom. Tako je, če bi ga podrli z nohtom, lahko tudi probamo. Nastane črta.
torej noht trši od našega tega vzorca. Zanimivo. Trdota. Potem imamo pa razne razkolnosti, takrat, ko se minerali lomijo oziroma njihovi kristali razpadajo, lahko se razpadajo po določenih pravilih. Recimo tak primer je tale mineral galenit, ki razpada po kockah, torej v 3 osmeh razpada in to, kar še tukaj vidimo, je tudi njegov kovinski sijaj. To je ena izmed lastnosti, po katerih določujemo minerale. Potem pa geologi si velikokrat pomagamo tudi z barvo črte. To pa pomeni, da mineral podrgnemo po keramični ploščici in gledamo, kakšno barvo črte pušča. Ta barva je ponavadi enaka kot je barva minerala, lahko pa v izjemnih primerih, recimo pri mineralu sfaleritu, pušča za sabo drugačno barvo, recimo rjavo. Kaj pa svetloba? Tudi na svetlobo reagirajo različno, ste rekli? Ja, torej sama barva minerala je odvisna od svetlobe, ki pada nanj in pa kako se obnaša znotraj kristala. Minerali imajo pri sončni svetlobi ali pa taki umetni svetlobi določeno barvo, ko jih posvetimo z ultravijolično svetlobo, lahko spreminjajo barvo. Temu pravimo fluorescenca. Fluorescenca je ena izmed luminiscenc, poznamo več različnih luminiscenc, torej oddajanje neke vidne svetlobe ob interakciji z mineralom. Recimo, ko ga brusimo, ko ga segrejemo ali pa ko ga obsijemo. Lahko pa mogoče pokažete. Ker imamo zdaj, tisti, ki samo poslušate, mogoče je zdaj čas, da tudi video vklopite. Torej, recimo, tak zelo zanimiv mineral je tale aragonit. Kristal je tak zelenkasto modrikaste barve, ko ga pa posvetimo z ultravijolično svetlobo, pa zažari roza. Če bi imeli popolno temo, bi pri njem lahko opazovali tudi fosforescenco, kar pa pomeni, da bi oddajal tudi vidno zeleno svetlobo, ko bi bila lučka ugasnjena. Tako kot tiste zvezdice, metuljčki in planeti, ki imamo pod stropom Limane. Ja. Imamo v otroški sobi sebe. Ljudje pogosto pravijo, da kristali vplivajo na atmosfero prostora. Ali lahko res vplivajo na atmosfero doma, po vajinem mnenju? Ali je to na kakšen način, če ja? Jaz bi rekla, da ja. Izhajam tudi iz malo bolj spiritualnega sveta, tako da verjamemo, da načeloma kristali prinesejo določeno energijo nam v prostor. En izmed teh pojavov je tudi zaradi barvne teorije, načeloma poznamo vijolična barva pomirja, rumena barva malo oživlja, tako da tudi na podlagi te barvne teorije potem se odločamo, kak kristal bomo prinesli v dom. Se mi pa zdi, da je kot dekor sam zelo podobno rastlinam, v smislu rastline prinesemo v dom, da ustvarimo neko atmosfero, torej naravo od zunaj prinesemo noter in se mi zdi, da podobno vlogo igrajo kristali oziroma minerali, ki jih vnesemo noter v dom, torej en naravni element prinesemo noter, s tem, da nam ni treba potem za škodljivce mogoče skrbeti kot v primeru rastlin. Ja, to je tudi res. Imate prav, s tem vnašamo naravo v tako svoj prostor. Danes imamo res veliko umetnih materialov pri pohištvu in pri vseh elementih doma, tako da mogoče to je res en dober način da dodamo malo prave. Kako pa preverimo, ali so minerali, ki jih kupujemo, pravi? A so kaki hitri načini, da med nakupom, da lahko preverimo, ali kupujemo pravi mineral ali... Jaz bom začela s pop znanostjo, ki je zelo napačna, tako da bo potem gospod povedal, kakšni so mogoče drugačni načini, ampak popularna znanost pravi v smislu, da damo ogenj, da z vžigalnikom poskušamo preveriti, zato ker plastika se bo stopila, kar spet ni res, zaradi tega, ker eni kristali lahko hudo reagirajo z ognjem oziroma minerali. Potem en izmed popularnih pristopov je tudi, da z vodo preverimo, ampak se eni kristali spet pod vodo raztopijo, tako da tudi... Kako pa z vodo? Kaj naj bi se zgodilo v vodi? Ne vem, to je ena izmed teorij, ki pač pravijo, ali pa da podrgnemo ene kristale recimo za nožem. Po steklu? Ali pa tako, recimo...
ta kamina strela bi steklo počohala, a ne načeloma, ampak pravijo, da vzameš nož in da poskušaš in da ne bi smelo praske pustiti, kar na kamini streli res ne bo, na kakem drugem mineralu, kot je pa gospod povedal, recimo ta lojevec pa že noht pušča, a ne. Tako da to so vse ta popularna znanost, ko govori ogenj, voda, za nožem, pač ni pravilno preverjanje pristnosti kristalov, tako da zdaj pa mislim, da za znanstven vidik pa lepo prosi, kako poznamo več kot 6220 različnih mineralov. To je res veliko in vsak mineral ima svoje lastnosti. Torej, če želimo preveriti, če je mineral res ta prav, moramo najprej poznati dobro njegove lastnosti. To so recimo barva, v kateri se pojavlja, barva črte, kot sem že prej omenil, trdota. Torej, imamo trdotno lestvico, relativno trdotno lestvico Mohsovo, kjer poznamo različne trdote materialov in tudi mineralov in lahko to primerjamo med sabo. Specifična gostota in teža sta tudi tista, po kateri bomo prepoznali mineral. Se pravi, če je pravilno težek oziroma če ima pravilno gostoto, lahko pač nekako potrdimo, a je ali ni. Je pa tako, da pri teh odokativnih metodah, se pravi, da nekaj probamo, nekaj naredimo, velikokrat naredimo tudi kakšno destruktivno analizo, kot je praskanje, ali pa razbijanje, da gledamo, kakšna je razkolnost. Si večkrat poslužujemo tudi kakšne optične metode, torej pod lupo pregledujemo minerale ali pa pod mikroskopom. Še večkrat pa raje naredimo geokemične analize, s katerimi točno potrdimo, če je mineral ustrezno prav, se pravi ustrezne kemijske sestave in pa tudi pravilno kristaljen. Torej lahko delamo geokemične analize, kjer določujemo kemično sestavo ali pa mineraloško sestavo. Še kar veliko znanja potrebnega za... V bistvu kar je, ja. Sploh zaradi tega, ker je na trgu vedno več sintetičnih mineralov, vedno več ponaredkov tudi. Tudi ponavadi, če mineral zgleda preveč popoln, to nakazuje na zelo verjetno sintetično izdelavo, torej v laboratoriju, medtem ko naravni primerki imajo dostikrat kakšne napake noter, deformacije, ki nakazuje tudi na spremembe v okolju tekom rasti posameznega kristala. Omenili ste, da obstaja 6220 vrst mineralov, kateri pa so tisti mogoče najbolj priljubljeni za uporabo v domu, katere se največ uporablja? Pri nas največkrat za v dom kupujejo recimo kake ametiste, se mi zdi, da je to najbolj priljubljen na splošno. Postavljajo jih ljudje radi v spalnice, ker načeloma naj bi ametisti pomirjali, pomagali pri spanju, tako da jih polagajo potem ob nočne omarice, eni si jih dajo recimo pod pošter. Potem imamo kak roževec, recimo, ki ga danes tukaj nimamo. Tudi oblika v bistvu kremena. On je načeloma roza barve, v dom unese harmonijo, tako da jih ljudje radi recimo postavljajo v rečemo dnevne sobe. Potem imamo pa še kakšne druge kristale, kot so recimo pirit, ki naj bi bil načeloma za priklic obilja, ali pa citrin je tudi eden izmed takih mineralov, ki tudi dviguje energijo, je take rumene barve, sicer pri citrinu je zelo pomembno biti pazljiv, ker večina citrina na trgu je segretih ametistov. Tako da je potrebno pri nakupu biti malo pazljiv, če hočeš imeti mogoče res čist naravni kost. Ampak tiste kristale, kot so citrin, pirit, pa dajo radi v delovna okolja, zato ker pomagajo načeloma, verjamemo, da pomagajo pri produktivnosti, pri priklicu obilja, pri dvigu naše energije, tako da potem se malo dopolnjujejo glede na prostor. Se pravi, da se da tudi iz enih mineralov ustvariti druge, mislim. Ja, spremembe se dogajajo v naravi, torej minerali lahko prihajajo iz ene oblike v drugo, preperevajo, tem pravimo tudi, da prihajajo iz primarnih v sekundarne minerale. In en tak primer je recimo na primeru ametista, kjer se ob segrevanju ametist spremeni v bistvu barvo, ki spominja na citrin. Tako. Mogoče še en tak mineral, ki se ga dostikrat tudi uporablja, je halit v solnih lučkah. Ta je tudi dostikrat pogost v domovih. A to torej ni sol? To je kamena sol, natrijev klorid. Ima pa mogoče to lastnost, mogoče dostikrat to tudi opaste, da se pod lučko nabere luža vode. Se pa v nas se veže vlago. Tako da ta mineral bi recimo z moje strani lahko vplival na atmosfero v domu. Ja, to pa imamo doma. Kaj pa mogoče kakšen mineral, ki je zelo značilen za slovensko okolje? Obstaja kak? Seveda, v Sloveniji imamo nekaj mineralov imenovanih prav po slovenskih krajih. Recimo en tak je dravit,
po reki Dravi imenovan, tudi s tipsko lokacijo pri Dravogradu. Potem idrialin, po rudniku Idrija. In pa en zelo poseben primerek, torej v rudniku Mežica se pojavlja vulfenit, ki je tudi na seznamu naravnih vrednot Republike Slovenije, zaščiten, zavarovan mineral in v bistvu v globalnem pomenu nekaj posebnega. To sploh nisem vedela, da imamo tako pestro. Poznam tuf, zelen savinski tuf. Ja, to je pa že kamnina. Že kamnina je drugo, ampak ta pač ga imam kot slovensko kamnino. Zelo zanimivo. Imate tudi kakšne te slovenske vrste pri vas? Mi smo imeli slovensko kamenostrelo iz področja Gorenjske, ampak to je pa v bistvu tudi to. Ampak kamena strela je tudi en izmed mojih ljubših kristalov, no. Tako da sem bila še posebej navdušena, ko smo lahko ene par kosov dobili. Super. Kateri mineral, kristal je pa mogoče najbolj podcenjen za... Jaz bom rekla kamena strela. Mislim, da je tak nepriljubljen med ljudmi, zaradi tega, ker je konec koncev nima nobene barve. Načeloma ljudje mislijo, da je tako zelo tako osnoven, pa se ga malo izgiba, ampak meni osebno je malo podcenjen, meni ima zelo čudovito obliko, lahko pride z različnimi vključki noter, različnih mineralov. Zelo zanimiv. Tle imamo, ta je iz Himalaje, torej kamena strela z eno čudovito palčko turmalina noter. Potem noter se lahko včasih temu v, rečemo, našem spiritualnem svetu pravimo garden quartz, kjer se noter v kameno strelo urastejo kaki drugi minerali, pa se potem to kaže v mečken, tako kot en gozd zgleda noter. V kameni streli je lahko tudi voda kdaj, tako da se mi zdi, da v tolikih različnih oblikah pride, variacijah, da je meni osebno eden izmed bolj podcenjenih kristalov. No. Kaj pa z vašega vidika? Rekla smo 6220 jih je. Je veliko podcenjenih. Zelo velikih je takih redkih, recimo moj najljubši tanzanit, tak modre barve, tudi nekaj takega posebnega zaradi svojega plehorizma. V bistvu tudi mineral, o katerem se v zadnjem času mogoče malo več govori. Spreminja barvo? Tako, se pravi na svetlobi, prehaja iz modre v vijolično. Predvsem je to opazno pri primerkih, ki so brušeni za namen nakita, recimo kapušone. Jantar, se tudi šteje kot mineral ali... Jantar je pa nekaj tako mejna zadeva. Meni se zdi pa jantar blazno zanimiv, sploh če ima noter kakšno žuželko vjeto, se mi zdi tak, sploh za otroke sila zanimiv kos za pogledati. Ga tudi prevečkrat ponarejajo. Zaradi žuželke, ne? Drugače pa lahko ga uvrščamo med sedimentne kamnine, lahko ga uvrščamo med fosilne primerke, oziroma kot organske mineralne snovi. To je ena taka posebna veja v eni klasifikaciji, kjer bi lahko jantar tudi umestil med minerale. Mogoče še izpostavimo, tule imamo v studiu en zelo zanimiv primer, ki ga jaz še nikoli nisem videla. Kako se že imenuje? Tole je uleksit. Uleksit? Komercialno se mu pa reče Teveston ali pa Ferenzistein. Teveston, televizijski kamen, namreč čezen. Tale mineral je prozoren oziroma prosojen v eni smeri, sestavljen iz vlaknatih kristalov, ki so nanizani en ob drugega vzporedno, in kadar so prerezani in spolirani pravokotno na rast kristala, imajo lastnost, da prevajajo sliko izpod kristala na zgornjo površino kristala, kot optična vlakna. Gre v bistvu za naravni material in z opazovanjem narave lahko pa tudi večkrat posnemamo to naravo z umetnimi izdelki. Ta je zdaj moj novi najljubši. Ampak menda takole velikega primerka ni lahko dobiti, da sploh pride do izraza. Veliko ljudi zanima, kako kristale pravilno umeščati v prostor. Malo ste že o tem, Mojca, rekli. Obstajajo kakšna priporočila, kater kamen kam umestiti, tako? Tako, načeloma, tako kot sem rekla, ametist v prostore, kjer bi se radi malo pomirili, potem kakšne druge kristale. Ametist ima še eno pregovorno lastnost, da zaščiti pred
Opitostjo. To so Grki verjeli. Me pa zanima, kako se je to pol vse skupaj končalo. Pravici povedano. Medtem ko jaz mislim, da tle najboljš, jaz pravim, da slediti svojemu občutku. Jaz zelo rada se tudi že na sam prostor mogoče malo pogledam, pa vidim kako poličko, pa si potem predstavljam, kaj bi noter lepo pasalo. Tako da jaz rečemo ta dva pristopa malo mešam med sabo, malo kombiniram, pa potem dejansko malo poskusim različne stvari. Pa velikost kristala igra vlogo za njegovo energijo, ali je vseeno, imamo majčkega ali velikega? Eni pravijo, da naj bi igralo vlogo, torej večji kot je kristal, večje vibracije bi oddajal. Jaz pravim, da tukaj spet sledimo svojemu občutku. Pa vidimo, kaj pač enostavno nam odgovarja. Imamo stranke, ki rade pridejo po ogromne kose ametista v dnevno sobo, predvsem tudi zato, da mogoče goste malo čarajo. Vseeno je ena taka fajna zgodba, ko jo poveš, da en tak kos prihaja, ne vem, iz Brazilije, da ima tako pa tako zgodbo. Medtem ko imamo druge stranke, ki pa recimo že kak z malim kosom dost naredijo v svojem domu, imajo kako skledico doma, kjer imajo noter več različnih kristalov. Se pravi, jih lahko mešamo med seboj, ali se je treba držati enega tipa? Tako, zdaj veliko tega spiritualnega sveta pravi, ne smeš mešati kristalov med sabo, imajo različne energije, ampak kristali že v bistvu v naravi se velikrat mešajo med sabo, rastejo v različnih kombinacijah. Jaz rada povem zgodbo oziroma primer na ametrinu, ki je naravna kombinacija, lahko je naravna, lahko tudi večkrat pofekajo, ampak naravna kombinacija ametista, ki je načeloma za pomirjanje, citrin verjamemo, da je za energijo, in ta dva v naravi rasteta velikrat skupaj. Torej se odražata v tak, en del je vijoličen, drug del je rumen, in jaz vedno rečem, da če narava rada kombinira kristale, zakaj jih pač ne bi mi? Še oblika, kaj igra vlogo. Recimo ametist imamo tukaj le v obliki geode. Mogoče kaj je geoda, vprašamo vas. Torej geoda je en tak prazen prostor znotraj kamnine, največkrat v obliki nekega mehurčka, v katerem rastejo kristali. Največkrat geoda najdemo v magmatskih kamninah, v predorninah, lahko pa nastanejo zaradi izluževanja raznih fosilov, oziroma kot neke razpoke, ki se potem zapolnijo z minerali. Pa recimo ametist vedno raste v geodi, in pol ga geodo razdelimo na posamezne. Se pravi, ametist raste v geodi, a še kateri drugi raste v geoda? Recimo tam imamo primer kremena, kot kremen, kot različek, se pravi ametista, oziroma ametist kot njegov različek. Oba se pojavljata v geodah, pa kakšen kalcit se tudi najde noter, malahit tudi lahko raste v geodah. Oziroma geoda je en tak prostor, v katerem bodo minerali lahko kristalili. Seveda je pa pogoj, da bodo mineralna snov sploh prišla do tega praznega prostora. In pol to igra kakšno vlogo? Imamo, ne vem, ametist v geodi v prostoru, ali imamo posamezen kristal? Tako, mi verjamemo, da načeloma različne oblike imajo različne namene. Geoda je, rečemo, tak vseobjemajoča energija, medtem ko kakšne konice, kot so recimo tale kvarc, naj bi energijo usmerjale v bistvu tle v konici najbolj. Ampak spet jaz imam mogoče vedno malo drugačen pristop, pa pravim, da sledimo svojemu občutku, kaj pač nam odgovarja, pa predvsem kaj sede noter v prostor. Recimo brušenje, ko so krogle. Tako, krogla tudi naj bi bila spet energija v vse smeri, medtem ko en takle kristal mogoče pač tle ravno na konici. In si ga moraš obrniti. Ga moraš potem obrniti, kam želiš. Tako. Pa prej sta omenila, ko smo se tamle zadaj pogovarjali, da geode tudi včasih nekako prodajajo dopolnjene, ali temu tako rečemo, kako je s tem? Mislim, da temu se reče katedrala uradno, ni to, to so ponavadi tisti ametisti, ki jih vsi poznamo iz trgovin, ko so tako zelo pokončni. Pravilni, ker naravno je nepravilne oblike. Tako, pa se bo tudi v bistvu zunaj videl naravno kamnino. Medtem ko tiste, ki jih poznamo, tiste katedrale, ki so pa tako zelo visoke, pa navzgor zaobljene, so pa ponavadi v bistvu delci teh geod in jih vzadej zabetonirajo. Glih zaradi tega, ker
težko, se to bo verjetno gospod malo boljš povedal, ampak težko je najti eno, ki bi bila dosti stabilna noter, da bi se obdržala, da se ne bi razletela. In potem za namene transporta je to potrebno ojačati, tudi s tistimi, kako se že reče, onimi kovinskimi palcami, to jih noter dajo, zabetonirajo vse okrog. Armiran beton. Tako, zato da se v bistvu ne razleti cela stvar. Ne? Aha. Hkrati, da jo lažje umestiti v prostor, da stoji, da ne rabi posebnega podstavka. Ja, mi imamo doma eno zelo lepo ametisto v geodu, ko je na polovico se odpre, ko je cela. Mi smo uspeli enkrat en kos dobiti iz Brazilije, sem bila tu zelo ponosna, ker je bila pa čisto, nič ni imela nobenega betona, tako da en takle ogromen kos, ampak je pa res, da večina ljudi pozna tiste ametiste, ki so pač dograjeni in ni bila mogoče toliko privlačna ljudem, kakor pa te pokončne. Ne? Ampak jaz mislim, da čim bolj naravno, kar lahko gremo, tem lepše. Ja, pa še cenovno, ne? Prej ste rekli, da tudi se to plačuje po kilogramih, tako mislim iz našega vidika lahko povem, da kristale kupujemo po kilogramih in zdaj, če kupiš en takle kristal, je malo lepši, zaradi tega, ker konec koncev si plačal naravni material in to je to, medtem ko tam pri tistih večjih kosih pa plačaš konec koncev beton zraven, ne po kilogramu, tako da, ja. Zdaj, mi imamo v družini geologinjo, tako da sem otroštvo preživela na sejmih v Tržiču in v Münchnu. Kje se minerale, kristale kupuje največ? Kam iti, razen seveda v vašo trgovino, po kristale? Oziroma tudi, kje jih vi dobivate? Mi jih dobivamo iz različnega sveta, tako da mi smo zdaj par različnih kontaktov imamo iz Indije, Brazilija, Madagaskar, Maroko, Himalaja, Španija, tako da v bistvu vse, kar je za tisto lokaliteto značilno, mi poskušamo čim bolj kvirujiti in v bistvu tam pridobivati naše kristale za prodajo. Tako da to je bilo potem več let grajenja teh stikov, pa navezovanja stikov, tudi predvsem, da zaupaš prodajalcu, ker spet ni vsak prodajalec oziroma vsak naš dobavitelj zaupanja vreden. No, se to je, kako preveriti izvor oziroma kako preverimo avtentičnost, se prepričamo, da so pridobljeni trajnostno, to je kar izziv dan današnji. Pri nas je bilo to ogromno pogovorov, ogromno izmenjevanja videoposnetkov, kjer smo mi želeli tudi videti konec koncev razmere, v katerih pač ti ljudje delajo. Spet ful je odvisno tudi od države. Imamo ene države, kjer recimo Brazilija je tako, oni zelo živijo s tem, predvsem ko ti naši dobavitelji, ti naši rudarji, s katerimi mi delamo, to so zelo strastni ljudje, kar se tiče kristalov, ful uživajo v tem, tako da z njimi ful radi sodelujemo. Imaš pa potem mogoče kakšne lokalitete, ki se jim rad malo izogibaš, ker ne poznaš toliko njihovih situacij. Mi velikokrat prosimo res za videoposnetke, da nam pošljajo, da gremo konec koncev prek videa nekako z njimi, pa da vidimo konec koncev razmere, v katerih tudi oni potem to delajo. Pa hodite tudi na sejme oziroma sodelujete kot razstavljalec? V bistvu ne kot razstavljalec na te velike sejme, mi ponavadi gremo predvsem navezovati kontakte, tako da v tujini, ne pa kot razstavljalec. Kaj pa vi menite, kako se prepričati o izvoru? Ja, en pa tak lep indikator o tem, če je mineral ustrezno pridobljen, je njegova sledljivost. Če imamo podatke, iz katerega kamnoloma, rudnika je prišel, iz katerega države, iz katere province, kraja in tako naprej. Zelo lepo je tudi, da to ohranjamo naprej, tudi ko primerek odkupimo, ko ga umestimo v našo zbirko, moramo voditi vso evidenco, se pravi, od kje je ta vzorec prišel in kako ga hranimo. Mogoče tudi, če je pripadal kakšni drugi zbirki, naprimer naša zbirka, naša geološka zbirka je zrasla glih z sistematičnimi odkupi privatnih zbirk. Privatni zbiratelji so se odločili, da ne bodo več zbirali oziroma da bi svojo zbirko radi podarili in smo jo prevzeli. In za nas imajo vzorci vredno šele takrat, ko imamo tudi njihove podatke, se pravi o izvoru. Tako da to je bil en tak zelo primeren indikator. Hkrati pa ja, kot smo prej rekli, se pravi mogoče, da ima kakšne napake zraven, da se vidi, da je mineral res iz narave pobran, da ni to preveč popoln primerek, oziroma da ni šel čez preveč rok preprodajalcev. Kaj pa so največje napake, ki jih ljudje delajo v nakupih kamnin, mineralov, kristalov?
jaz bi rekla to predvsem, da se ne pozanimajo o izvoru kristala. Mene to predvsem ful fascinira. Pa jaz imam rada tako neka stranke oziroma ljudi, ki jih zanima vedno več, torej iz kje kristal prihaja, zakaj takšna oblika, potem mi pač seveda gremo tudi na energijo, kaj nam bo ta kristal prinesel, ampak predvsem imam rada ljudi, ki bi radi vedeli čim več. Tako da izvor je ziher ena izmed stvari, ki bi bila vesela, da bi ljudje mogoče še malo bolj spraševali, pa se konec koncev tudi učili o poleg spiritualnih lastnosti, tudi o tem, rečemo, naravnem aspektu, katera lokaliteta, recimo, ne vem, ti piriti so iz Španije. Španija je zelo značilna po teh kubičnih, teh velikih kockah, da bi jim lahko potem mogoče kako zgodbo še ekstra na to temo povemo, pa da znajo potem tudi to oni prenesti konec koncev naprej. Ja, mislim, jaz se spomnim, na teh sejmih je veliko kako se že reče, prerezov geode? Ahato, ja, zelo veliko barvanih ahatov, ki zelo padejo v oči, vabijo k sebi, ampak ja, moja teta je vedno rekla, ne, tega pa ne bomo kupovali. Te se mi zdi, da grejo še zdaj vedno bolj v ekstrem. Iz Maroka zdaj videvamo vedno več teh barvanih geod, ki prihajajo res v živo roza, živo modrih, ampak tudi tako malo je na sejmu že kočljivo zaradi tega, ker te včasih teri Maročani tudi poskušajo prepričati, da je to popolnoma naravna stvar. Tako da je tle res potrebno imeti nekaj znanja, da si konec koncev tudi ozaveščen in da veš, kaj kupuješ, da ne kupiš pač enega mačka v žaklju, pa misliš, da je živo pink geoda naravne barve iz Maroka. No, ko smo pri izobraževanju v to vrstne smeri, vi imate vašo zbirko odprto za javnost? Ja, naša geološka zbirka kot učna geološka zbirka je najprej namenjena našim študentom in raziskovalcem in pa vsem, ki bi vas to zanimali. Zaenkrat je odprta po dogovoru, se pravi z mano, da vas sprejmem v zbirki in vam jo razkažem. Težimo pa k temu, da bi jo kmalu odprli tudi za javnost. Za širšo javnost. No super, evo, vemo, kam se potencialno lahko obrnemo, preden gremo na veliko nakupe. Ja, kaj je pa vaju v bistvu tako navdušilo pri mineralih in kristalih, da ste se podala v to pot tudi karierno? Če bi začel. Ja, mene je v bistvu oba vidika. Eno je, rečemo, ta spiritualni pa energetski vidik, kjer sem imela občutek, da pač kadarkoli sem nekaj umestila v svoj dom ali pa kadarkoli sem nekaj dala gor, sem se boljš počutila. Zdaj temu lahko pripišemo ali rečemo, da je pač na podlagi energetskih lastnosti, ki jih imajo kristali. Jaz vedno rečem, da včasih že to, da verjamemo v to, je dovolj. Tudi ko smo bili otroci, smo imeli najljubšo radirko ali pa najljubši svinčnik, ki nam je vedno pomagal petko dobiti pri matematiki. Tako da sem rekla, če ne drugega, že to, da verjamemo, že to, da damo nek namen, pač naredi svoje. Po drugi strani sem imela pa predvsem že sam fascinacijo, ko pogledaš eno je minerale, da rečeš, kako je možen, da je to narava ustvarila, in predvsem pač to, da ko pogledaš en kristal, da si rečeš, wow, česa vsega je zmožna, kaj vse ne najdemo v naravi. Jaz bi pa rekel, da moje začetki z geologijo segajo že te v otroštvo, ko so bili žepi vedno polni kamnov, kamorkoli smo šli. To imam pa jaz tudi. Največkrat so pristali v pralnem stroju. Tako je. Pa na okenski polici. Ja, jaz jih zdaj uporabljam za drenažo, ko presajam fikuse. Tukaj kamen se nabere. Bolj resno smo se pa začeli s tem ukvarjati v 7. razredu, ko smo šli v Center šolskih in obšolskih dejavnosti v Trilobit, v Javorniški rod. Tam sem se navdušil nad geologijo, tudi obiskal v tistem letu vse mineralov in fosilov v Tržiču in na ta način začel zbirati prve primerke. Prevzel sem tudi geološko zbirko mojih sorodnikov, ki je bila v bistvu kar velika. In tekom osnovne šole, srednje šole prirejajo razne razstave. Potem me pa pot zanesla tudi na študij geologije, kjer danes skrbim za največjo geološko zbirko in mi je to kar v čast, da se je to tako razvil in lahko bi rekel, da me geologija v bistvu našla. Pa imate mogoče kako zanimivo anekdoto, ko bi jo delila z nami?
Jaz imam zanimivo zgodbo s temi piriti, zato sem jih tudi danes prinesla, da smo imeli enega gospoda v trgovini, ki na noben način ni mogel verjeti, da je ta oblika naravna, torej da on raste. Mi smo celo s šublerjem šli meriti in mislim, da je odstopanje tako 0,5 milimetra bilo, res pač nič kaj. Dobro, da pirit raste v obliki perfektne kocke. Praktično res perfektna kocka, ja. In me je gospod pač poskušal tudi prepričati, da so to naredili vesoljci in da to ni šans, da je naravno. Tako da sem mu poskušala dopovedati, da more malo bolj verjeti v zmogljivosti naše mati narave, pa kaj vse je sposobna ona dejansko tudi ustvariti. Tako da to je ena taka moja zgodba, ki se vedno rada k njej vračam. Ja, pri meni je pa tako, da vsak mineral, ki ga vnosimo v našo zbirko, nosi neko svojo lastnost, neko svojo zgodbo, in tudi vsak obisk naše geološke zbirke je v bistvu zgodba zase, in se vedno kaj novega naučimo, en od drugega, kaj novega spoznamo, in predvsem je vedno lepo, ko vidim tisti žar v očeh, ko ljudi navdušimo z naravo, ki je v bistvu del nas. Najlepša hvala, res zanimiv pogovor, res sem se zelo veliko naučila. Hvala vama. Ja, tudi vam hvala. Vam pa lep pozdrav, do naslednjič.